Lep pozdrav iz Strasbourga, kjer med pestrim naborom tem začenjam s poročilom o davčnih goljufijah in davčnih oazah. Javni proračuni v Evropski uniji vsako leto izgubijo 1000 milijard evrov zaradi utaj ali izogibanja plačila davkov. Grozljivo. To je 5-kratnik javnih sredstev, ki so namenjena za izobraževanje v vseh državah članicah skupaj. Če bi le delno zmanjšali davčno izgubo v Evropski uniji, bi z lahkoto premagali težave pri financiranju skupnih zadev in tudi pri premagovanju krize. Zato podpiram poročilo in ukrepe za boj proti goljufijam in utajam. Vseeno pa ob teh ukrepih ne smemo pozabiti, da tudi previsoki davki spodbujajo goljufije, utaje in bežanje pred davčnimi obveznostmi. O davčnih utajah so razpravljali tudi na Srednjem Evropskem svetu v Bruslju. Med gospodarskimi temami smo potrdili še osnutek zakonov, ki uvajajo evropski sistem enotnega bančnega nadzora in razpravljali o trgovinskih pogajanjih med Evropsko unijo in ZDA. Cilj bančnih zakonov je večja varnost in stabilnost bančnega sektorja. Bančna unija je edino zagotovilo, da davkoplačevalci ne bomo vedno znova pokrivali izgub bančnikov. Uvesti bi jo morali že zdavnaj, saj bi na ta način racionalizirali poslovanje ter zmanjšali korupcijska tveganja v bančnem sistemu. V okviru tega sistema bo Evropska centralna banka neposredno nadzirala največje banke evroobmočja in soodločala o nadziranju drugih bank. Parlament bo končno odločitev o tej zakonodaji sprejel kasneje. Trgovinska pogajanja z ZDA bi se naj začela julija letos. Poslanci smo izpostavili, da mora dogovor imeti ugodne gospodarske učinke za Evropsko unijo, vendar pa mora tudi ščititi evropske interese na področju, kot so varovanje osebnih podatkov, zdravje potrošnikov, kulturne raznolikosti, načelo previdnosti glede genetsko spremenjenih organizmov in kloniranja. Mediji imajo v sodobnem prostoru izjemno velik vpliv na oblikovanje javnega mnenja. Toda javnost zahteva in ima pravico do nepristranskega in objektivnega obveščanja. Zato je v medijskem prostoru še kako pomembno spoštovanje svobode in pluralizma, je glavno sporočilo Evropskega parlamenta. Posebno pozornost namenjamo zaščiti pred škodljivim medijskim vplivom na šibke člane družbe, kot so denimo mladoletniki. Medtem ko v številnih članicah Evropske unije narašča malodušje in dvom v evropsko povezovanje, nekatere države, kot je denimo Makedonija, že leta čakajo, da bi se sploh lahko začele pogajati o pridružitvi. Dejstva v poročilu Evropske komisije o napredku Makedonije so pozitivna in na podlagi teh dejstev si država zasluži uradni pričetek pristopnih pogajanj. Na preizkušnji sta tako kredibilnost kot verodostojnost evropskih inštitucij. Nekorektne odločitve povzročajo padanje zaupanja v Evropsko unijo. Naj spomnim, da pred kratkim sprejeta komisijina strategija o širitvi eksplicitno pravi, da dvostranska vprašanja med državami ne smejo ovirati njihovega pristopnega procesa. Zato je popolnoma nesprejemljivo, da kdorkoli blokira širitev Evropske unije zaradi nerešenih bilateralnih vprašanj, seveda tudi vprašanje Grčije. Pričetek pristopnih pogajanj ni pomemben le za Makedonijo, ampak prinaša koristi za celotno regijo in tudi za Evropsko unijo. Trajni mir na Balkanu bo mogoče le na podlagi regionalne sprave in le v združeni Evropi. Na tokratnem zasedanju smo še potrdili zakonodajo, ki bo bolje ščitila žrtve spolnega nasilja. Če se bo denimo žrtev preselila v drugo državo, ji bo le-ta morala zagotoviti enako zaščito, kot je bila deležna prej. Zakonodaja o netrgovinskih premikih živali pa bo olajšala potovanje po Evropski uniji z domačimi hišnimi živalmi. Evropski parlament je tudi določil datum prihodnjih evropskih volitev. Te bodo med 22. in 25. majem. Drage volivke in volivci, želim si, da boste v čim večjem številu izkoristili svojo pravico in na volitvah izrazili svojo voljo o tem, kaj in kakšno Evropo želite. Zahvaljujem se vam za vašo pozornost in lep pozdrav!